Ljudje in ljudine, poslušate Obot 28. epizodo, prvo uradno epizodo druge sezone. Poletje je namreč konec in tukaj je jesen. Otroci so v šoli, na socialnih omrežjih delimo melodrome in Green Day in podcast Obot je nazaj v rednem terminu vsak drugi torek do večnosti. Včasih tudi še kak torek vmes, ali pa kak drug dan se zgodi. Kaj je podcast Obot? To je podcast, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov, od F do Z. Obot, odstranjevalci balonov občine Deri, smo, tako kot... Zganašo. Ja, tam je rato. Smo, tako kot vedno, Mito Gegič, Servus. Igor Harp in Aljoša Harlamov. Drugo sezono začenjamo pompozno, kot se spodobi, z gostjo, ki se tako kot zlo v Deriju vrača, vendar zato ni rabila 27 let, ampak samo 16 epizod. Z nami je namreč znova filmska kritičarka in novinarka Ana Jurc. Ana, živijo. Živijo, tudi z obema manj ošiljene. Tudi to je zelo lepo od tebe. Mi smo se v poletnem specialu že malo pogovarjali, kaj smo počeli čez poletje, kakšno je bilo letošnje poletje zate, Ana? Pa v resnici mislim za take namene podcastov produktivno. Knjige, televizija, filmi, ne pa produktivno v smislu kakšne posebnih avantur. Se tudi knjige, filmi in televizija so avantura, ne? Tako. Skratka, prva epizoda druge sezone jo odpiramo z drugim delom filma It, oziroma Tisto drugo poglavje. Film, ki nadaljuje zgodbo filma It Tisto iz leta 2017 in je v resnici druga ekranizacija po istoimenski seriji, predelani tudi v film iz leta 90, in sicer ekranizacija romana It Tisto Stephena Kinga iz 1986, ki ga imamo od letos tudi v prevodu Tisto. Marka Košana izšel je pri založbi Beletrina pred nekaj meseci. Skratka, hvala vsem, ki ste poslušali prvo in greste z nami pogumno še v drugo sezono. Upam, da vas ni preveč strah klonov, sicer pa ste tega gotovo že vajeni, podcast Obot je namreč cirkus. Še preden pa resno zakorakamo v kanalizacijski sistem Derija, standardno opozorilo. Tale epizoda bo vsebovala kvarnike. Če niste gledali filma, pa ga želite, skočite v lokalni kino ali pa v kino Bežigrad, lokalni kino podcasta Obot, nehajte poslušati na tej točki in se vrnite k epizodi, ko vam uspe videti film. Če pa vam grozljivke niso pri srcu, radi pa poslušate nas, ste pa na pravi frekvenci, na pravem podcastu, prižgite vse luči v stanovanju ali pa poslušajte tole pri belem dnevu in nam, kot rečeno, sledite v kanalizacijo Derija. Maestro, še prej pa intro. Evo, ljudje in ljudine, nazaj smo, mislim, se smo bili vmes tudi nazaj, ampak zdaj smo pa res nazaj. Smo kje bili, ali? Ja. Mene je vse tako hitro minilo. Kaj ti je hitro minilo poletje, Mita? Mladost. Vse. Otroštvo. Vse. Danes sem čisto take vole, da kao res vse je šlo mimo. No, ampak ni pa minilo 27 let. Zdaj nekateri, ki to zdaj poslušate, torek katerega 17. ne? A je tako? Ja. Ki to poslušate v torek 17. vmes ste gotovo že prebrali, kaj si Ana Jurc misli v filmu na MMC, ampak danes bo dobila priložnost, da tole razdela, minimalno analizira do vsake potankosti njen, kot je Igor jo danes citiral, zjutraj diapazon groze Stephena Kinga. Skratka, drug del je zunaj, jaz upam, da ste gledali prvega, jaz sem ga pogledal par dni preden sem pogledal drugega dejansko in... Kaj sem hotel povedati? A bo kdo obnovil zgodbo? A moramo obnavljati to zgodbo? Pa lahko na hitro. Pa da je Igor, ti si se glihjal. Torej, zgodba je o eni skupini otrok, ki... Zdaj boš obnovil še prvi film. Bistvo je prepleteno. Lahko samo drugega. Skupini otrok, ki so zdaj odrasli. In, to je bil pa preskok. In se morajo vrniti v Deri, da se ponovno spopadajo z tistim. Zdaj vsak od njih je imel uspešno življenje na poslovnem področju, na zasebnem pa kak kdo.
noben pa nima otrok. In potem se vrnejo o vsakem, na začetku filma o vsakem nekaj malega zvemo, ampak bistveno manj kot v knjigi, recimo. No? In potem imajo večerjo, na koncu katere zvejo, da je eden od njih mrtev, in potem iz fortune cookieja skočijo stvari in potem pa se mora vsak od njih na svoj lasten journey podati in najti nek artefakt. Tako da na tej točki, brez da bi v filmu bilo zelo v redu razloženo, imaš nek quest, ki malo razvleče, pa ubije tempo, ampak vsak dobi neko to zadevo in potem si grejo bojevati proti klovnu in zmagajo. Vmes se še vrne Henry Bowers, ki jih je buljal kot otroke. Ja, tako za 10 minut. Za 10, da je mini boss, ja. Ja, tako da ga lahko vsakeč, ko pride, ga nekdo udari in zaštiha in to. To je najbolj zgrešeno, se mi zdelo v celem filmu, največja potrata, ker pač ne bi nujno ga rabili zraven imeti, ali pa bi dejansko lahko koga vsaj malo poškodoval. No. Ja, mislim, da pa če bil on super lik, mislim, in v knjigi, pa če mislim, da ima grozen potencial za menes, ampak ja, niso nikamor pol tam odparali. Mislim, mal se že, mislim, investamo v to njegovo zgodbo in potem pozabimo na njega in potem je tam zaštihan in je to ne. Ampak jaz mislim, da bi ga lahko njega kot neko tako zmes pač čist za resne groze, ne, čist pač oprijemljive nevarnosti, ki ima vse ta element nadnaravnega, ne. Mislim, v knjigi se mi zdi on en zelo učinkovitih elementov. Tukaj v filmu pa mislim, se vem, da niste skoraj nič rezali, ampak ne vem, oziroma obenem pa dodajate dodatne otroke, like otrok, ne, ki ga James McAvoy tam preganja. A ni že dosto otrok v tem filmu? Kaj mislim? Ne vem. Mislim, da v 3 urah bi si lahko prvoščil, mogoče par minut rezali. Mi je bila čudna, no. Sploh tole s tem otrokom, ker pač vmes je scena, kjer James McAvoy ima njegov lik, torej Bill, ima fleše na to, kak ni uspel rešiti brata in vidi enega otroka, ki sumi, da mu isto grozi, in potem grejo na tale fair in on teka za tem otrokom, ki beži pred njim, ker ga je zafrikiral in noben ga ne ustavi. Točno to. Jaz sem več premišljala, pa a nismo leta, ne vem, skoraj 2019, kako tega psihopatskega, histeričnega tipa, ki poskušam ga fantka na vsak način ubiti. In še potem gre not in Pennywise dobi fantka, ga ubije, najdejo truplo in potem noben ne aretira tipa, ki je laupal za fantkom v fucking funhouse. Mislim, to je verjetno del zgodbe v smislu, ne, sej ani glavna lastnost Derija, da nekako zločini grejo mim, pa nikomor ni zares mar. Ampak v resnici to v filmu ne pride na ta prav način do izraza. Jaz mislim, da je bilo v prvem filmu lepo pokazan, ko tisti buliji se spravijo na Bena na mostu in se potem tisti avtom in pele in so vsi pač, ne vem, tisti se mi zdi, da je bil en zelo majčken prizor, ki natančno pokaže, v čem je poanta Derija. To je narobe z vami. Ampak ja, v drugem filmu pa to izpade samo kot nedosledno zgodbo. V smislu, kaj zdaj s tem? Skratka, sem, da ne pozabimo, režiral je Andy Muschietti, ki do zdaj, mislim, je posnel sicer en film pred tisto. Mama je tudi z Jessica Chastain, ki je igral v tem filmu, sicer pa nič tako posebnega. Scenarij pa Gary Dauberman, pa pač Stephen Kingovem romanu, ki se tokrat ni vtikal. Ja, zanimivo. V Sloveniji je Gary Dauberman superstar apparently, ker It je imel najuspešnejši opening za horror film po Nuni, ki je trash, in Nuno je tudi on napisal. Vidiš, to pa nisem vedel, recimo. Ta Nuna izpred leta 2, tisti je bilo uspešno premiera, kaj? Ja. Tisti film je popolnoma generičen. Tele Conjuring filmi so full hit in potem, če glih trofijo ravno prav cajta, ko ljudje hočejo iti še enega gledati, bo full več naredil kot sicer. Ker, ne vem, Annabelle 2 je full boljš, ali pa Conjuring 2 kot Nuna, bistveno, ampak pač glih pravi cajt mora biti, ko ravno dovolj dolgo ni drugih grozljivk, pa te variante pol to full naredi. Ampak ja, Gary Dauberman, the man. Ja, ali pa imamo kakšno fetiš na Nune, ne vem, kulturno. Tudi možno, ja. Še se posebej mislim, da je bila tista taka mlada, nedolžna Nuna, ki ni bila zihar, da sploh hoče biti Nuna, tako da, a ni bilo? Ja, mislim, to je bila ona. Ja, dobro, naslovna junakinja je bila Evil, ampak
Ja, je bil demon. Je bila pa neka novis, je bila tam zelo vidna. Valek ali nekaj takega. Ampak to je ista zgodba, ki jo je tisti art romunski film obravnaval, ne? Ki je bil na Lifu par let nazaj. To pa ne vem, nisem ga videl. Pač to je zasnova nekem resničnem umorih, ki so se dogajali in potem je bilo pač to nek urbani mit tam v Romuniji. Ampak seveda je šlo potem to nekaj korakov naprej. Ja. Okay, no, tako da tule se luzeri potem zberejo, regrupirajo, grejo nazaj v tisto hišo, kjer imamo repetitivne scene iz prvega filma, ki spada malo dolgočasno spet in potem je pač končni spopad, ki je okej. Ampak kar je moj bif s tem filmom, prvo je to, da to ni grozljivka, prav zares ni skoraj nič groznega, je pa ful smešnih stvari not. Tako da kot komedija deluje Bill Hader, je super. Prav ne morejo te stvari prestrašiti, ker so iste, ki so že bile. Ja, veš kaj, tudi je čist druga, pač, se to je tudi Ana nekaj pisala o tem, jaz se s tem globoko strinjam, da v bistvu, veš, prvi film je imel nek čist drug drive, čist drug motiv, ker so pač otroci. In imaš ta Stranger Things vibe, pač imaš to nostalgijo, malo tako. In pa pač kot malo te bolj prestraši, ker so pač otroci v vprašanju in ker tudi, a veš, z njihove perspektive je pač groza dost bolj opremljiva, ker pač, ker si otrok, te strah enih stvari dost bolj, pa tudi vidiš, kako jih, tako kot smo rekli, nekako jih bully ogroža in to oni nekako tudi prenašajo ta strah naprej, ne. Yeah. To je skoraj tako, ker meni pri Kingu včasih tako zelo všeč, ker on zna to obe dimenziji speljati, ne. Kjer je nekaj socialne, nekaj, kar se v družbi dogaja, hkrati je pa nekaj upremljiva groza, nekaj zunaj ekstraterrestrial, kot je tudi v primeru Ita, ne? It ne bi padel z nekega meteorja ali karkoli, kot se naučimo v tem drugem delu. In to je meni podobno kot v Narniji. Recimo Narnijo imaš, otroci bežijo pred vojno in grejo v nek magični svet, se omaknejo, ampak polja vojna tudi tam. Se pravi, ne more tudi domišljiji zbežati. In tle se mi zdi, da imaš to pač bulijete v resničnem življenju, napadajo, dogaja se homofobija, dogaja se rasizem v tem majhnem mestu, dogaja se različne stvari, pač otroci so umrli v požaru, edinemu temnopoltemu članu loserju in tako naprej. Pol pa ta groza, starši, sem rekel otroci, starši, ja. In pol pač ta groza ima tudi neko upodobitev, čisto totalno iracionalno enega klona, recimo, ne? Kar se meni zdi fantastično. In v prvem delu marsikaj deluje tako, v drugem delu pa se moram strinjati. Meni je bila samo ena scena res ful močna in to je uboj tistega otroka spet, ne? Ko on klon začne z uno glavo, točiti v uno steklo, si tako, o moj bog, no. Vse ostalo je pa tako. No, pa tudi tisto gejovski, gej bashing na začetku, ne? Ta pa se to s tem pa itak najbolj zasadilno, da je dosti deležen kritik ta pač gej bashing, da v smislu, da ga ne kontekstualizira na noben način, da pač tukaj samo enega geja pripeljo, zato da ga tam pač Ja, ampak to je isto kot knjige, ne? V knjigi je to drugo poglavje, prve knjige. Čisto tako je to, da pokaže, kar je tukaj pri Kingu, si ti omenil tele socialne note, ne? V knjigi bistveno bolj kot v filmu imaš ful nagovori rasizem, homofobijo, družinsko nasilje in mizoginijo. Tukaj tele elementi se pojavijo, ne? Ampak so mimo grede. Ne? Recimo en najboljših delov knjige meni je čist na začetku, ki je isti kot začetek drugega filma, ko se tile odrasli luzerji, ko jih spoznavamo, ne? Kot so odrasli. In Beverly je v razmerju poročena s tipom, ki jo pretepa. Tu tukaj vidimo, on jo pretepe, ona gre dalje. Ne? V knjigi je to poglavje z njegove perspektive dano in je on ostuden človek. On je, mislim, da v celi knjigi Pennywise ain't got shit on that guy. Ne? Res razloži, kako jo zlorablja, zakaj to počne in prav dobiš en širok lik ustvari. Hkrati pa Kingu uspe, in to je eden od mnogih primerov, kjer King to zna, da bralec ne čuti nobene empatije z tem človekom. Ta lik, kljub temu, da ti razumeš, zakaj je on tak, ne čutiš do njega, ne? Nikakor nočeš upravičiti tega. Ne? Zato se mi, če se tu navežem, ne, mislim, problem drugega dela zame, ne, predvsem je v bistvu, da tile liki, odrasli liki, ne,
mi pač niso zanimivi, bolj ali manj, ker v prvem delu se z njimi preživiš dosti časa, jih nekako razumeš, pa preko njihovih strahov spoznaš te like, medtem ko tukaj v drugem je pa tako na hitro narejen, pa vsa ta težnja, da jih čim prej spravi film v deri nazaj. Iste strahove, dejansko, isti ljudje so še zmerni. Ja, pa dobro, da to še nekako bi recimo kupil, ker v bistvu otroška travma te zasleduje, ne vem, bla, 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 pa bi rekel, ok, Pennywise itak se hrani na teh travmah, ne. Ampak nobenega časa ne preživiš z njimi, da bi rekel, ok, to si pa ti zdaj nov odrasel človek, ki te to tare, pa to tare, ne. In je nekako samo taka pospešenka do glavnega boja, oziroma do glavnega questa za vsak za svojim MacGuffinom, whatever, ne. In to mi je mislil en manko, ne, Bill Hader se še nekako zame, ne, zmaže skozi, ko ima nek lok, no, da se tako izrazim, ostali pa Mislim, se film malo tega zaveda, ne, pač ve nekako se mi zdi, da je prvi film, da nam je bilo zelo mar, ker je pač posvetil temu kontekstu, ne, smo pač razumeli tistega fotra od Beverly, pač tisto je bilo res učinkovito, se mi zdi, pod kakšno presijo je tam živela in zakaj bi jo najbrž lahko bilo strah postati ženska in na ta način. In vsak in tista obsesivna mama in potem to na začetku drugega dela misliš, Edine, evo, ta se je spet svojo mamo poročil, ampak potem nekako film nima časa, da bi vsak mu dal njegovo lastno seveda zgodbo in potem namest tega naredijo te flashbacke, da potem itak se mi zdi igralska sedba vse je dobro izbrana, ne, tako da instantno prepoznamo, kdo je kdo, ne, pač vizualno je zelo dober, ampak potem namest, da bi jim dal neke prave zgodbe, jim samo navezujemo se na pač nove flashbacke, ki so jih posneli s to mlado ekipo, ne, in se mi zdi, da so ta mlado ekipo not uvedeli v drug film, kot nekaj decoys, za njih vam je že mar, torej to so še vedno oni. Ampak ne morete mi tega samo reči, pač mislim. To se čist strinjam, ja. Mislim, zadeli so tu dobro, v bistvu nabor igralcev, ker kemija ful dobro dela, to se na oni sceni v kitajski restauraciji ful dobro vidi, ampak je premalo, da bi te vlekli. Zato, ker nikoli niso, kemija deluje, ko so oni cela skupina, ne, prijateljstva, ampak oni v bistvu v filmu večinoma niso skupina, ne, pač vsak gre na une svoje mini queste in niso skupine. In potem, kjer pa potem poskušajo ustvariti to kemijo, je pa ta ljubezenski trikotnik, ki se zdi meni precej fail. Vse štora, ta romantika absolutno ne funkcionira, plus pač Beverly postavimo na neke vrste mal piedestal in ona mora ugotoviti, kateri jo ljubi bolj. Ne vem, to mi je čudna dinamika romantičnega. Je poezija, pač ni mar, kako zgleda ta tipa, ni mar. Ampak kjer jo ima bolj rad, kjer je bolj. Ampak kdo je napisal tisti pesem? Kdo je bolj viteški, mislim, ki jo slišimo prevečkrat v tem filmu, tisti haiku, ki je v redu. To dober res ni. Očitno Beverly ni nič brala, nobena poezija od takrat naprej, ker tako huda pa tudi ni. Since January Amber so jo to tolkali. No, moram pa reči, da je pa malo fail pri prevodu bil, da niso uporabili v knjigi, je prevedeno kot haiku in v filmu je drug prevod. Čisto nepotrebno. Pomembna stvar, ne? Ne vem, če je tu not. Imam drugo knjigo, zraven samo nimam prve, ker ne morem toliko govoriti. Zelo veliki knjigi sta. Skupaj je nekje prek 1300 strani v prevodu. Se mi zdi, da bi ta odnos mogel nekako doživeti kakšne vrste adaptacijo, ki bi bila bolj času primerna. Plus pač mislim, nakažejo nam, ali pa mislim, fani pravijo, da je to ves čas bil subtekst. Jaz nisem vedela, da je subtekst, da sta Richie pa Eddie ali zaljubljena, ali pa da je pač Richie gej, tega jaz nisem razumela iz knjige. Seveda zelo možno, da sem spregledala. Ampak če smo se zdaj odločili, da je to tako jasno izraženo, ne vem, zakaj potem ne damo temu več prostora, pa več pozornosti. Mislim, ker to je potem zelo potencialno dobra ljubezenska zgodba, ganljiva. Pa še to s prvim prizorom, ne, drugega filma, pač napadom na ta dva geja. In malo dani kontekst. Ampak kar je pa tukaj... da je on gej sam zato, da je potem smrt bolj tragična. Mislim, je hintano. V knjigi je malo hintano, ampak tale smrt zelo izpade fake, še bolj fake pa izpade, k Pennywise Richie pravi, jaz poznam tvojo skrivnost. Kada je to? Stand-up komik 2019, pa se bo zvedlo, da je gej. Mislim, se ni evangelical preacher, da bi to actually lahko mu potencialno škodilo. Tisti je bilo slabo. Tisti je bilo slabo in tudi, mislim, tam se mi zdi popolnoma random, da Pennywise tam izbere to podobo tega Paul Bunyan kipa, ki je v knjigi se večkrat pojavil, pa je bolj utemeljen, pa tam nekaj pač je tudi razložen, ampak tukaj je pa samo, lahko privzame kakršnokoli podobo, zakaj nujno mora biti ta ogromen drvar. Mislim, pač v kontekstu filma to nima nobenega pretiranega smisla. In mislim,
nekoga leta 2019, mislim, se ne pravim, da, ampak strešiti s tem, da ga boš avto, se mi zdi, ne vem, no. Ste to res razmislili? Ful zabaven detalj glede tega kipa je, da v knjigi, ne, da ful v mestu razpravljajo o tem, da bi ta kip imeli, ne, mislim, ga naročijo in potem se ful folk vzbuni, da ne bo imeli ogromnega plastičnega kipa, ker to je grdo, ne. Ampak so ga že plačali, tako da v mejnu so in ne glede na koliko grda zadeva ali pa mimo je, to, da bi nekaj plačali pa ne bi postavili, je ful bolj zgrešeno. Politična odločitev. Isto kot nas krožišča, veš. Ja, sej. Ok, torej dajmo se pogovoriti o koncu. Koncu? Ja, koliko se... Jaz moram priznati, da knjigo berem, nisem še čist do konca prišel, koliko... A ti ne spojlamo? Koliko se razlikuje? Ne, ampak pravijo, da ne bi bila pač to zelo verna, pač končno. Ne? Ker v miniseriji zdaj, jaz spet nisem šel pogled nazaj, ampak v miniseriji ni tega nekega obreda, kaj že? Čudov je. Čud, a je? Ja. Jaz sem spomnil. A veš, mislim, a film res komita, mislim, ja, definitivno umenimo z besedo, da je ta čudski obred, ampak oni blazno builda up Mike, kako mora narediti ta obred, ampak je zelo half-assed na koncu. Nekaj teh horcruxe dobijo in potem jih mečejo v tiste... In potem, mislim, prvič zelo generičen obred, mislim, kaj je to? Ne, čeprav tudi, če si ga je Stephen King prvi izmislil, zdaj pač ne bo več deloval to na ta isti način. Ne. Plus potem se zelo hiter nekako saj jaz dobim vtis, da pač tis ni zares deloval, zdaj moramo pa pač drugo metodo dobiti in ta druga metoda je pa še posebej ne vem. Ampak... Ja, pa še ta neka izdaja prijateljstva, zato ker jim on ni povedal nekaj vsega, ali kaj že. On mu pač reče, pač tako, da nekaj ne deluje. Ja, to je, da so te, plus, zakaj smo mogli ta obred ukrasti Native Indians in ni nobenega Native Indian v celem filmu? To je čuden, samo ni potreben. Zakaj sploh privlečeš noter, če boš samo rekel, ukradil sem artefakt. Mislim, kaj zdaj, to je neka Indiana Jones. Ja, da se ukrepiš stereotip tega, kar so se midva z Igorjem že pogovarjali, pač the magic... Nigro oziroma... Ki je tudi tukaj v resnici. Mislim, a veš, tudi Mike, zakaj nam vse čas kažete njegovo nekaj izoglenelo družino, nikoli zares ne poveste njegove zgodbe. Torej on tukaj, da je trpel vsa ta leta, pa se mu je napol zmešal, pa jih je potem dobil nazaj. Mislim, ne, prav njemu ste mogli to vlogo. Ja. Pač edini temnopolti si pač ni zaslužil karijere, no, to je pač tako. Tok je realno, da ne bo imel. Točno, tok pa je film realen, da je vedel, pač vsi ostali lahko uspejo, ker so tako belci iz malega mesta, samo on, kaj temnopolti iz malega mesta. On krade pa na drogah. Tako je. Pa tam hordavne knjige in članke, ne vem kaj. No. Ja, pa še v službi si je Flatwood naredil. Ja. Mislim, glavni problem je to, da ko smo že prišli s kina, smo rekli, oni ga v bistvu zbuljajo na koncu. In prav vidimo, ko se Pennywise spremeni v dojenčka in oni... Tako je, napadajo ga pač grdimi besedami. Tako je. No, torej, če zadevo poenostavimo do najbolj osnovne stvari, je poanta zgodbe, da otroci, ki so bili celo svoje otroštvo luzerji in trpinčeni in bulijani, so zdaj odrastali do te točke, da lahko oni bulijajo. Razumemo, da sicer si pač ta entiteta to zasluži, ampak... Ja, kar postavi pač tudi tako, a veš, ker jih v teh karijerah in tako jih ne vidimo v tej vlogi, ne, oni so vsi tako... On ima spet probleme z ženo, ki je ista, kot je njegova mama in tako. On arhitekt je pač nek zen budist ali bog ve kaj. Skratka, noben od njih ni tako do podrejenih na ta način, ampak tle, kot da jih nauči, pač kako moraš ti biti uspešen človek v tem svetu. Razen pisatla seveda. Razen pisatla seveda, ja. No. Kjer je pa pač King, kjer so vse te reference. In tudi to je pač ena taka mini igra, a ne? Pač ta pisatelj, James McAvoy, ki ga igra, se pravi Bill, on piše slave konce, pač njegovi romani imajo slave konce in pač temu si priznati, Steven, pač ti nisi ravno ne blestiš v koncih. No. To je pa taka zelo ozaveščena šala, mislim, to je pomenu. Še celo King v Cameo to reče, da mu ni všeč konc. Ja.
Čeprav jaz bi dober celo del, to ja. sceno ven rezal, to kako King? s Kingom, pa ta bicikl, pa mislim, potrata časa. V 3 urah še to dodatno. Ja. Ja, ampak Bicikl če pa- je smiseln v knjigi in v V miniseriji filmu je nima bil, tukaj pretiranega pa smisla. Ja, sploh nima. Ja. Ja, veš, on ga ni mogel nesti v jamo in ga fukniti v no. Ne, saj ni, bicikel Ja, pa dejansko- bi moral biti bicikl. Neka bicikl ima neko Silver, ja, pa ja, v ja. miniseriji prej je tudi imel, ne, mislim, Ja, z 90. miniserije imajo, ki se vozi. Sej pa tam tudi, ker pobegne ja. Pennywise, ker je toliko hiter bajk, ampak in tam ga potem izkoristi na koncu še, tukaj pa pač ima bicikl. Ja, Ja. Je. Mislim, meni je bil ta vanity moment, mi je bil čisto všeč, da Stephen King se not pojavil, mislim, bolj Ja, kot tako sta Stan se Lee. Tarantino Ja, pojavil. ne, v se svojih meni filmih, to tudi bolj. v kinu mi je tudi bilo, kao, le cool, ne, vredno, ampak v 3 urah, ki si misliš, pa koliko bi Ne, lahko prav. vse porezal ven, ne. Točno to, pač, mislim, Mislim, meni je to zelo zgoraj, tega bi lahko vendal. No. odločitve, kaj dati noter, pa kaj ne, so je bilo par, Ja. ne vem. Jaz Ja. mislim, da tukaj, prav, če greš na adaptacijo, ne, pa nisem knjige sicer bral, ampak primerjam z 91 oziroma miniserijo, ne bi si mislil, pa ok, kako urco bi lahko po moje. Tako Ja, malo- tle je res, to je res tudi dolg film za grozljivko. Ne? Tudi če bi bila strašna, recimo, ne, ti ne moreš 3 ure. Biti a veš, zafrikiran, ja. Sorry, Ja. ne moreš. Ja. Ker tudi tako Razen bom- Mito, mi to zna. Ja, saj le to bom zdaj rekel, jaz nisem fan grozljivk, ne, ampak dobro. Jaz sem cheap date, kar se tega tiče, samo pač teh par šokerov mi noter, da pa me je strah, razumeš? Ampak to se mi zdi, da mogoče tudi del problema tega filma, da pač Pennywise napram 91 je zelo drugačen. Ne? Dobro, drug igralec, pa drug pristop, grozljivke so imele neko evolucijo, ne, skozi 30 let, odkar je, ali 20 let. 30. No, 30. In se mi zdi, da v bistvu zelo hitro pristane napram prvega dela, pa je miniserije na te šoker variante. Da ni neke globje groze, da se tako izrazim, ali pa bolj temeljne groze, ne Pennywise, kot sem jo vsaj jaz se spomnim ali pa čutil do Tim Curryjeve verzije. No? Jaz mislim, da v tem Karjevi verziji, da je imel zelo velik del, element protko serijskega morilca, razumeš, da je bil v veliki meri človek, pa potem pač z elementom nadnaravnega. V smislu, tiste oči, ki so bile pač javna slaba maska, ampak tiste oči, ki te gledajo, so pač človeške in najgroznejši momenti so to, ko on te otroke samo prepričuje. No, dej, no, predvsem. Pa tudi zdi se mi, Tim, kar je bil dosti bolj prizemljen, ne? Mislim, tako Ja, bolj saj to. brez maske, pretirane, Tim, kar je sam želel, da v bistvu full odigra, da ni velikih prostetik. Ne? Potem tudi, kako ta klovn igra, ne? Kako igra tega klovna. To je komot nek klovn, ki bi ga srečal na otroški zabavi, ampak potem prešalta v neko kao, v nadgrozo, da se tako izrazim. Medtem ko tale, Skarsgardov je pa v defaultu Nadnaravno. nadnaravno. Pa je samo ne. slučajno malo Ja, to te so to. maske Ne. viktorijanske. Tu se mi zdi ena taka razlika, da v bistvu Tim Curryjem je ravno zaradi te humana ali človeškosti ali vsakdanjosti bolj grozen kot pa Skarsgardov. Ne. Ja, jaz mislim, da sam Skarsgard je v bistvu pač dober, samo če bi mu dal mogoče malo več manevrskega prostora. Ne? Ja. Pač on, jasno, nekje je CGI potreben in pač ogromen pajk je zdaj narejen. Vse objektivno boljš, kot je bil takrat narejen, jasno, ampak potem Čeprav je. tle bolj nek pajk, škorpion, kača, neka Pa čudna ni verzija. tako zares slaba ta bitje. No, Mislim, ajde, ko ga vidiš, ne padeš smeh, kar je bilo v 90-ih resno. Dobro, Zdaj je izgledal, glej, pa jih kos stiropora napade in še več kos Ampak vse, stiropora. če bi imel ta občutek, da bi vse šli mal bolj nazaj k praktičnim učinkom, mal več, ne. Ampak to je ta, ne, potem, ko imaš pa možnost CGI narediti. Ne, ampak se najbolj učinkovito, kot si rekla, tudi tukaj, ko on te otroke zapeljuje, tista punčka, ki gre na bejzbol tekmi in je on na pol v sencah, tisto super Čeprav- narejeno. Ti zdela, ja, ok. Ampak tisti, recimo, mislim, če režemo ven stvari, tiste je bilo kar ne, 5 minut. Pa tudi, in ja, je bilo grozen, zato ker pač res čutiš za tisto bogopunčko, ki je taka pač nedolžnost in kar se tega tiče. Ampak a ni poanta Pennywise, da se hrani z strahom in ona absolutno nobenega straha ne čuti, strahu ne čuti. Tudi se z Georgijem je isto. Vse to so v drugem delu še bolj, to so pa čisto pozabili. In ravno zato meni gre na živce to hejtanje in buljenje njega na koncu. Ker on bi moral sam, se so že ugotovili vmes, če se ne bojiš, pač on ima moči na tavo, ne? Ja. In ti ne more kazati nekih čudnih, fantastičnih stvari, ker pač niso res, ne? On vpliva na realnost, pač ti pod svojim strahom vidiš stvari, ki jih ni dejansko, ne? In pač, Čeprav, zakaj so okay, to pozabili? to bi lahko polemiziral, ker v bistvu oni so pozabili. Ne.
Mislim, zakaj ga niso že potem konc prvega dela ubili, ker v bistvu, če je edina skrivnost v tem, da se ne bojiš in ga pač greš z napadom in tudi on verjame, da se ga bojiš. Mislim, to vse so imeli na konc prvega dela. Dal bi se argumentirati, da še celo bolj kot otroci, da imajo pač več tebe. Sej King je vedno to, ne. Definitivno bolj, pa da se otroku pre svojemu strahu, je mislim, da ful bolj močno. Več vreden. In kaj so zdaj oni drugega naredili, ker v drugem delu v redu, me so pozabili, ampak istim strahom se morajo pač spet upreti in še enkrat to narediti. In kaj zdaj drugače, zakaj ga zdaj ubijajo, razen tistega butazga rituala? To je pač problem strukture, ne? Ker knjiga je zložena tako, da se hkrati, oni imajo non-stop pač flashbacke na to, v bistvu spremljaš sedanjost z flashbacki in potem oni šele na koncu, mislim, da ugotovijo to, ne? Kako se ga da premagati. Ne? Tukaj pa pač smo gledalci videli v prvem filmu po 2 urah pa 15, da so ga premagali, zdaj imamo pa še 2 uri 45 ali 55, da se oni to spomnijo. In to tak, Ja, to se strinjam. Ne. No, režiser je sicer obljubil, mislim, napovedal, da bo nek pač supercut 5-urni, ki bo zložen tako kot knjiga, ampak nisem čisto, če lahko film deluje na tak način, no. Mislim, plus, pač, kdo bo gledal 5 ur filma skupaj. Jaz osebno sem s to zgodbo upravila, jaz sem dovolj. Ampak, kar se pa tiče samega zaključka, so bili pa pred neko, se mi zdi, nerešljivo dilemo, v smislu, ne, po eni strani bi bilo super, če bi nekdo dejansko probal ekranizirati to, kar piše, ker je pač tak ekstremen mindfuck, da bi bilo pač smešen to v mainstream filmu videti, ampak po drugi strani pa to ne bi mogel biti uspešen, mislim, ne bi mogel funkcionirati, ker je pač, meni se tudi zdi, da v knjigi v resnici ne funkcionira, no, mislim, kaj pa jaz vem, tista kozmična želva, mislim, meni se bolj, da mogoče ni tega not. Ali? Ne, mislim, se pri takih sploh toliko znanih koncih je včasih boljše drugače, ne, recimo 2 zelo uspešna primera so Watchmeni pa Fight Club, kjer je konec čist spremenjen in v filmu oboje deluje v tem kontekstu filma boljš, kot bi čist direktna interpretacija. Ne? Tudi pri Fight Clubu je bilo pisatelju všeč bolj kot njegov. Sej tukaj ni čist spremenjen, samo v kleščenju, v bistvu je malo osiromašen, pač malo, se mi zdi, da to, kar dobimo, je malo premal v filmu, ampak ne vem, če bi bila rešitev. 15 gledal, mislim 2 uri 45 filma si že videl. Na podlagi 2 uri pa pol prejšnjega, ja. Ampak ne vem, zdi se, da bi bilo v bistvu mogoče rešitev še več svobode od predloge. Ja, meni se tudi zdi. Najbrž. Ja. Tle je tudi tako vprašanje, a sta oba filma za isto publiko, prvi in drugi. Jaz sem gledal dan prej, skratka en dan prej, preden sem 2, in jaz moram priznati, da zdaj mora biti nazaj čekirati, ampak recimo jaz se iz prvega filma ne spomnim, da bi kadil v katerem koli prizoru, kaj je že pač ta punca, Beverly, a je kadila v prvem filmu. Ja. A si sicer? Kaj se ne spomnim, v drugem je skozi jo vidimo, kako kadi, ker so pač odrasli igralci in zgleda, da je film bolj namenjen odrasli publiki, kaj pa je bil prvi. Mislim, da v prvem niso upali, ampak v knjigi non-stop kadi. Ja, no, se to ti hočem povedati, ampak meni se zdi, da skoraj v prvem skoraj da ni prizora, ker bi ona. Medtem ko v drugem je pa to nenadoma del celo groze, pač Bilja, ne, ali kaj že, kaj ni bil, Bill je James McAvoy, kaj je on ta drug. Edija, ja. Skratka, ker se je njej glava pržge v onem razredu in tako, ker pač on prevzame njeno. Ben, ja, hvala, no. Ben in pač se mu glava in je pač del tega. Mi se mi zdi, da je vseeno malo računan tudi na to, da prvi film lahko mogoče tudi otroc pač, kolikoli pa sploh lahko grozljivka na otroke pač računa, ampak tako, kot da je bilo za mlado publiko, medtem kot drug, a veš pa tudi med filmoma je vseeno bilo 2 leti, ne? Čeprav so to dejansko pač načrtovali so tudi tako, da je nek prehod, a veš, če ti gledaš prvega pri 15, si pri drugem že 17, pa ne vem kaj, in te malo računa na to, da tako pri Harry Potterju. Ja, recimo, ne. Mogoče so tudi malo pivotirali na še širšo publiko, ker je bilo pač tak
vse ta uspeh je bil po mojem mal do neke mere nepredviden. To je super. Ja, pa ne vem če, mislim, zadnji film je R-rated, čist na to v Ameriki, v bistvu zaklene zelo hitro to dotično publiko. Prvi pa ni bil. To ni, ne. Mislim, da gledaj ti dejansko v multiplexu, tudi v Koloseju, ne. Ti kupiš karto za en film, pa greš v drugo dvorano. To se ful počne, ne. Ja, pri nas. Ne vem, če v Ameriki. Ja, itak, to je normalna praksa. Plus, da je R-rated tak, da lahko greš z odraslim oziroma z nekom, ki je 17. Ne? NC-17 oznaka moraš biti 17, R-rated pa pomeni, da če imaš ti starejšega brata ali pa frenda, ki ti bo kupil karto, greš not brez problema. Ne? Tak, da, ni tak hardcore, kot se ti zdi to. Ampak to smo to reči, to, ko njej glava zagori. To je dejansko vzeto iz knjige, ampak čisto iz drugega konteksta, ker tam niso majko starši umrli, ampak v požaru, ampak mu razlaga, kako so je bil en požar v sklopu tega, kak rasizem obravnava, ker so neka verzija klanovcev zažgali en jazz bar in opisuje ljudi, kako so goreli, ko so ven šli in je prav tole dejanska podoba, kako ona gori, ena ženska. No, viš, spet so kontekst čist spremenili in zgubili eno družbeno kritično noter. Ja. Ampak to je pa tudi problem, če bi oni zdaj šli katerokoli od teh posamičnih tem not tlačiti, malo bolj reprezentati, bi izpadlo, da je vsiljeno, ker King je imel 1300 strani prostora, da razdela te ideje, oni pa vseeno so imeli 5 ur filma. Ne? Mislim, v vsakem primeru tu bi lahko brez težav naredili 10-delno miniserijo, pa bi imeli ful teh tem not. To mislim, zdaj, ko smo v tej dobi miniserija, ne bi bilo to pač res idealna miniserija. Mogoče najprej sem mislila en film, ampak to bi bilo pa treba samo še vse tiste story, world building zadeve ven vršti, bi bilo pač res brez veze, tako da mogoče ne en film, ampak miniserija, no, to pa res. In bi lahko dobil potem od vsako od odraslih pač več samostojen tako del, kontekst. In če primerjamo zdajle, se pravi, novo verzijo za staro, kako se vam zdela? Mislim, stara je danes, let's be honest, negledljiva. Stara nam je lahko dobra v kontekstu, da smo to videli, ko smo bili otroci. Tako da z tega stališča je zelo podobno v bistvu. Lahko najdeš napake, tako, mislim, stvari, ki delujejo, ki ne delujejo, tako kot pač tisti konec tam je res beden. Pennywise je bolj grounded tam. Ampak pa tudi stvari, ki so tam dodane. Ampak v končni fazi mislim, da je smiselno delati adaptacije kultnih knjig vsake toliko. Tudi Angleži imajo to, da je smiselno, ne vem, Pride and Prejudice pa Wuthering Heights, pa vse to vsakih par let narediti, zato da mlada publika engagea in bodo potem brali. Ne? Ker tukaj definitivno, zdaj bi rekel, film ali knjiga, ne? Mislim, da knjiga je boljša. Ful, ker glej, 1400 strani ima, ne moreš tega povzeti. Ja, in zadnji čas je to res en tak paket, ne? Enako je, recimo, se zdaj dogaja, včeraj je šla Margaret Atwood nova, ne? In ljudje so v polnoči čakali pred knjigarnami, da pride nadaljevanje Dekline zgodbe knjige iz 80-ih. Iz preprostega razloga, ker je serija zdaj obudila knjigo in je knjiga se enkrat znašla na vseh lestvicah in tudi Margaret Atwood je najbrž napisala 2, ne za to, ker bi ta dolgo ležala zgodba v glavi, pa preprosto iz razloga, ker je prva postala toliko uspešna, da je mogoče šla nazaj brat, pa ugotovila, da to lahko nadaljevanje, ali pa magar tudi, da je hotela sem zaslužiti v končni fazi, dajmo, naj si ženska zaslužiš nekaj v lifeu. Tako da, mislim, tle jaz nisem, kar se tega tiče romantik, ker se mi zdi, da je to čist fino, da, a veš, in danes je tako, popkultura res vedno gre v nekem paketu, ne? Imaš film, ko imaš film, imaš takoj knjigo, pride na vseh lestvicah, tudi, a veš, dobavljivo to, ne? Še par let nazaj, pa če je bil prišel v slovenska kina film, pač po nekem ameriškem knjigi, ki je šla v 60-ih, pač te knjige nikjer nisi mogel dobiti, ne? Zdaj to dobiš takoj lahko, ne? Jaz imam pa takšno občutek, če samo, zdaj dotično vprašanje, torej kako lahko primerjamo za miniserijo, meni se zdi, da v bistvu kljub temu, da je negledljiva, ne, je mogoče miniserija z neko preudarnostjo v bistvu narejena bila. Ne. Kljub temu, zavedimo se, to je TV film bil, to ni bilo v kinih, to je bil TV movie. Efekti so porazni, ampak tisto, s kakšnim budžetom so delali, se mi pa zdi čisto namestno. Medtem ko tukaj se mi pa zdi, da je bilo pač mogoče malo
brez tega istega tehnega premisleka narejeno. Ne? Predvsem, kar se Pennywise tiče, pa kako je bilo po nekih šablonah v bistvu sestavljena zgodba z liki, pa kako je Pennywise noter umeščen, pa kako so vsi ti scary elementi noter umeščeni. Se mi zdi, da ja, to je film za horror, generični film za 2019, z zelo slabo kritiko sodobne družbe, whatever, ki se sploh nočejo tega obadati. Medtem ko pač miniserijo iz 90-ih je pa imela, ne vem, ta Stranger Danger moment, ki je takrat Ameriko bolj zasledoval, pa je bilo tisto mogoče malo bolj na mestu. Mislim, da je serija ima isti problem k film in to je, da tisti del z otroci je ful boljši, kot oni del z odraslimi. Ja. In oni del z odraslimi je, casting je že dosti zgrešen. Otroci ful boljš odigrajo in vse. In dejansko tukaj... Isti strukturni problem je, ne? Mislim, se čist strinjam, ono je daleč od perfekt, ampak zdi se mi, da mogoče tamle je mogoče neki... Ampak spet je tisto, kar deluje takrat, je samo on ta prvi del. Ta drugi del sploh ne deluje. Vsaj meni ni, ker se prav spomnim razočaranja, ki sem ga imel že ob začetku drugega dela, ne vem, kak je bilo, mislim, da je bilo na 4 razdeljeno, in še bolj pa ob koncu. Jaz mislim, da na daljši rok, da bo tako kot iz serije, da bo tudi iz teh dveh filmov, 17 pa 19, da pač edino, kar se bo obdržali, je pač neka popkulturna ikona tega Pennywise, ne pa pač oba filma kot celota, se mi pač ne zdita neka taka relevantna stvar, ki bi referenčna bila. Še nekaj sem prebral, da je v bistvu kao takrat, ko je King napisal knjigo, ne, pa ko je serija ven prišla, je bil spomin na tega serijskega morilca, da je Clown Killer še zelo živ, ne, ker tukaj v bistvu ni tega noter. Ne, pa to smo že videli. Pa to smo že videli filmov o serijskih morilcih, serij o serijskih morilcih, da te pač to ne more več tok pritegniti. Mi je pa všečno, da je Igor omenil pač otroški del miniserije, ker seveda to je sicer ena mojih formativnih TV izkušenj, ker sem se ful bal klona, ful sem se tudi bal za mojega mlajšega brata, da mu ga bojo ubili tako kot Georgija. Iz preprostega tudi razloga, ker je igral tega njegovega brata, starejšega, moj najljubši igralec, takrat Jonathan Brandis, Lukas Vojček iz Sequesta, če lahko spet Sequest umestim nekam, in seveda The Neverending Story je ena mojih najljubših knjig, ker sem bil otrok, film sicer ni tako dober, ampak Jonathan Brandis. Mimo grede, kaj pa Buffy ne boš še pol umestil, ker tudi Seth Green. Seveda, Walk of Luck iz Buffy. Hvala Igor za to. No, ampak jaz moram pa reči, da recimo mene je ful presenetil, recimo jaz sem gledal par let nazaj, pač to verzijo in butasta je, ampak pač Tim Curry odigra fenomenalno, ampak recimo tudi Skarsgård meni super odigra, ne. Dokler pač ga CGI ne ugrabi in se začne nenaravno premikati, ko se pa on naravno premika, recimo v prvem delu, ko on pade dol skozi v hiši in pač ga usami in stopi z neke umare, neki umar je zložen ali kaj že v hladilniku ali kaj, in začne hoditi proti njemu in se še tako norčuje, pač gre zelo počas do njega, tako. Tisti je super, za razliko od unih nekih CGI-ovskih, nekega guganja sem in tja in hitre hoje, ker si sam tako, koga to prestraši. To je to, ne, naprimer, jaz imamo iz miniserije v 90-ih zelo močno sliko enega od bulijev, Bowersove tolpe, ki ga potegne v ono cev noter. Tisto je grozno. Pa čist simple practical effect, medtem ko tukaj se z Bowersi niti toliko ne obadamo, tako je na začetku že pogrešen njegov brat, ki je bil torej serijski morilec v nastajanju, še toliko, veš, ful je enih CGI ful požere, no, se mi zdi tudi tako stiriko, ne. Tako da v miniseriji je meni to bolj močno, no. Pa ta navezava na serijske morilce, mislim, je v miniseriji pa v knjigi bolj. Imam še eno vprašanje. Torej, nedavno sva bila, mislim, sem jaz sodeloval v enem debati pri Beletrini, ti si ga tudi obiskal in sta bila tam, pomagaj mi z imeni, Katja Perat in... Glik njega se pozval, valjda da poznam Katja Perat. No, kako se že, kako mu ime, kam na Facebooku ima drugo ime. Ja. Ful ne znam. Če bom jaz pogooglal, pa kar nadaljuje. Ona dva sta trdila, da ključen dogodek v knjigi je seks scena med otroci in da brez tega film sploh ne more delovati in da to je edino, kar je smiselno v celi knjigi in da grounding in to. Zato, ker pač, če jo prav citiram, ker ni safe,
child-friendly, ker je to potem zgodba o odraščanju in oni v tej točki pridejo iz tega, da so otroci pač odrastejo in vse to. Zdaj me pa zanima vaše mnenje. Aljaž Potočnik. Mislim, jaz razumem, potem, mislim, da je King dal enkrat potem vmes izjavo na to temo, da seveda on ni razumel seksa med otroci kot seks med otroci, ampak da je bil točno to ta prehod iz otroštva v odraslost in pač preneseni pomen v redu. Ne mislim, da je on poskušal najti nek prvi način, da bi bil vasko. Ampak mogoče si lahko priznamo, da se določene stvari slabo postarajo, pa ne, zdaj ne mislim samo zaradi politične korektnosti, ampak pač način, kaj, mislim, to punco uporabiti za neko, razumeš, vesel, za to, da potem lahko te fantje postanejo moški. A daj, please, spare me. Mislim, lahko po mojega, ali pa če bi naredil še en ritual z puščanjem krvi, pa bi bilo mogoče tudi v redu. Mislim, zdi se mi, da ni načina, da bi to film lahko uporabil, ki bi bil sprejemljiv. Ne na vsebinski ravni, ne na, razumeš, vizualni ravni in pač iskreno, mislim, ne pravim, da se mora zdaj King za to upravičevati, ampak če bi še enkrat pisal ta roman, ne na kokainu, a bi dal res to noter. Tako da ne, jaz mislim, da to ni ključno za razumevanje romana, ker mislim, da iskreno cel ta končni razplet, mislim, da ni ključen za razumevanje romana. Jaz mislim, da je pač to, kar se Kingu učita, jaz mislim, da je tukaj res, da pač je to čudovit roman večino časa, potem gre pa ni zbrdo. No, ampak ona dva ste še rekla, da tisto v bistvu pomeni seks, da tisto je tisto. Je mišljen seks in ne groza, ki je skrita pod knjiga proti športu. Težko reči, ampak vse v filmu tega ni. Ne, v filmu imamo v bistvu pač logiko, tisto je strah, proti strahu se moraš boriti, strah se hrani strahom, that's it. Meni je pač s filmom to zelo easy. In sem pri Beverly je dejansko ima neko kvazi seksualno noto v tem, da je ona edina, ki krije, recimo šprica iz preprostega razloga, ker že v enem od prvih prizorov vidimo, kako kupuje tampone ali nekaj, ne? Ker pač se je začela menstruacija. Plus pač ta grožnja spolne zlorabe povezana s fotrom. Ja, ampak mislim, a veš, kako v življenju zelo veliko stvari se da interpretirati, da so v seksu, se veš pač. Tako da nekdo je celo naredil celo kariero iz tega. A ne? Kdo že? Pa še eno opombo imam, ne s seksom povezano, ampak s tem novim filmom in sicer s tem čist končnim zaključkom, ki bi mogel biti nek tak ganljiv, spravljiv moment, soncem obsijan, pa že vse za nami, ne, dobijo pismo od Stanleya. In pač tukaj se mi zdi, tako čuden se mi je zdel, ker sem tisto pismo poslušala, pač on prizna, da je sam zase vedel, da je najšibkejši v skupini in zato je naredil samomor, ki je bil v bistvu tukaj strateška poteza. Mislim, to se mi zdi zelo čuden način obravnave samomora. A res tako deluje samomor? Ne vem, scenaristično ali kakorkoli, tale film failne na tem, da poveličuje v končni fazi bulijanje in samomor in tak. Mislim, se smo se že zmenili. Pa tudi loserstvo v končni fazi. On kar neki njegova filozofija na koncu je, vsi se morate zavedati, da ste loseri, ampak pač to preživeti. In tako močen stavek, loseri forever. Kaj to sploh pomeni v tem novem kontekstu? Tole zaključek vem, kaj so hoteli narediti. Hoteli so narediti zaključek Breakfast Cluba, ne? Kjer oni vsi grejo in vsak povejo, kaj so, da so več kot stereotipi in to, ampak spet fail. Ni, tiste res ne deluje. Ne? Plus, mislim, da njihova prihodnost ni, da bodo za večno prijatelji in za večno klub loserjev, pač njihova prihodnost je, da so končno to zdaj da lahko za sabo pustili in zdaj bodo šli definitivno na razen. Ne bodo imeli nekih reunionov. Razen ne dva, ki sta par mogoče, ampak pač ne. Mike bo šel na Florido, to je to. Sreča se bo in na maturantskih, pač obletnicah matura, karkoli pač je. Ja, če bi na tej točki mogoče še upozoril na en ful v redu članek, na Erbeltrini je Ana Geršak pisala v knjigi, recimo, in pač tudi ona pravi tist, kar ta drugi film najbolj fejla je pač to, da groza izvira iz zavesti, da vsi vse vejo, a nihče ne ukrepa, kar je tako King ultimativni obraz zla. In to v prvem filmu vidimo, v drugem ne več, v drugem se to zgubi. In pač jaz mislim, da je to ultimativni pač fail tega drugega filma, razen tega, da pač to ni res grozljivka, razen za mitota. Ki cvika na vse. Tako je. Dobro, zdaj mislim, da smo tako kar šli fino skozi. Jaz sem rekel, da za konec bomo se pogovarjali o top 5 Kingovih ekranizacijah
in jaz pričakujem, da tle bo malo razlike. In prvi bom povedal jaz svojo peterico, kar je najbolj fair, jaz sem si jo tudi zapisal, tako da vem. In sicer za me top 5 bom šel od spodaj gor, da gremo tako, da bo malo presenečenja. Za peti film, in tle jaz moram reči, da sem imel 3 ali 4 kandidate, kaj bi bil moj peti najljubši Kingova ekranizacija, je The Dead Zone. Cronenbergov The Dead Zone, ker sem ga gledal, sicer spomnim se ga in klinc. Gledal sem trailer včeraj na YouTubeu, ker je bil tako sam Christopher Walkena, se spomnim, ker je pač fenomenalen povsod, kamor ga daš. Martin Sheen. Pa Martin, pa dobro, Christopher Walken, sorry, jaz sem bolj njegov fan. In pač ta film je, ker on pač po neki prometni nesreči dobi pač možnost nekega predvidevanja prihodnosti. Ne, ko se dotakne človeka, on vidi njegovo prihodnost. Tako je, no. Skratka, in pol je pač tle nek predsedniški kandidat in ne vem kaj. Skratka, ta film se mi je tako vtisnil spomin in je moj peti mesto. Ja, ta je super in glih ta scena, ko on tega Martina Sheena spozna, ki je začetni politik, ne? In vidi njegovo prihodnost, da bo predsednik ZDA postal in pripričan, da dela po božjem načrtu njukal Sovjetsko zvezo. In ravno zaradi tega, Walken je briljanten, vedno povsod, ampak Martin Sheen v tej sceni za to božjo prepričanostjo je meni ena bolj scary stvari. To skratka je film, ki ga moram spet pogledati, ker sem ga tako odkril v bistvu zdaj šele, da je to po Kingu. Ker sem gledal pač listo adaptacij. Skratka, to je moj peti. Ima kdo mogoče med top 5 tega? No, viš, recimo... Igor ima. No, super, bravo, Igor. Mislim... Ni, da sem pristranski. Četrti del mi je Carrie. Pač vsi poznamo Carrie, vsi poznamo njeno štorijo, jaz mislim, da tle ni treba obnavljati. De Palma. Nisem gledal remake, tako da tudi zdaj sem se naučil, da to obstaja. Tam je pač četrti, ker nisem vedel, kam ga naj drugače dam. Tretji mi je pač Shawshank Redemption, jaz sem pač tako mal slab na romantične filme in ta je tako romantika med Freemanom in kaj je že Tim Robbins. Robinsom, ja, je fenomenalna, tako da. Mislim, njuna zveza ali kako. Pa všeč mi je, ker to je film o moškem prijateljstvu, ker skozi, recimo pri Ferrante govorimo, kako knjiga o ženskem prijateljstvu in kako je to nekaj novega, a pa v resnici tudi dobrih filmov o moških prijateljstvu ni dosti in tle se mi zdi zelo fina. Lethal Weapon. Okay. Potem je drugi... Žanr je temu posvečen. Ja, drugi mi je Misery. Ja. Pač Misery je pač eden mojih najbolj... Posebej jaz sem tako sestavil to lestvico, ker se mi zdi, da je King pač vseeno, Shawshank Redemption je tako nesred, ampak jaz pri njemu občudujem to grozo. No? In Misery mi je tako eden najbolj groznih, ker se tako začne super kingovsko, neka normalna situacija, ali pa tako malo fantastična, pač naleti glih na neko fenico ta pisateljka in tako in pa se skaže, da ta fenica pač hejta njegov nov rokopis in pol ga zapre in ga muči in tako, to je pač tako. In eni par prizor tistega lomljena nog, to je nekaj, kar mi bo ostalo v lifeu tako za stalno. Prvi pa je Shining, no, pri meni, to je kar logično se meni zdi. Pač, za me to sicer ni to grozljivka, ampak je pač najboljši art film po Kingu, no? Ali pa najboljši nek film kakršen koli film. Ja, ki ga imamo še najmanj rada. Mislim, pa to je zabavno, se mi zdi, da smo pač posvetili Kingu zdaj tok cajta, pa v bistvu ga trolamo s tem, da pač je zelo jasno in na velikih mestih je izrazil svoje nemaranje tega filma, ne, in je tisnekov znan citat, da je knjiga je vroča, film je pa hladen, ampak jaz mislim, da je tukaj pač zelo ego bil tukaj na vseeno od Kinga upleten, da bi pač mogoče ni mogel, jasno, da ne moraš ločati od tega, kar si ti mislil, pa, ker je pač ta cel lik tega Jacka Torransa je pač drug, ne. Tam je, King gre iz hodišča, da je to sympathetic, prijazen, family man, oseba, ki ga potem prevzame to zlo in je konc, ne. Tukaj pa Jack Nicholson je pa nek tak pač egomanični asshole že na začetku, ne. In pač, ne vem, mogoče ga je to zmotil. In ta pač, mislim, cela klaustrofobija, mislim, pač vidite, da je objektivno, ne. Posneto je zelo v redu. Smo rekli, ko bi rekel, ja. Ajde. Skratka, Ana, ti si začela si, se pravi, ti imaš tudi Shining prvi. V bistvu imam zelo podobno, ker imam Shining na prvem mestu, pa Misery na drugem. Misery mi je bilo zelo všeč. Mislim, kam je šla Kathy Bates, by the way, pač, da nič nimam je v zavesti trenutno. Titaniku je bila, pa bo je bila še... Titaniku je rekel. A veš, kjer ga leta je Titanic? 22 let nazaj. Kaj dela zdaj? Bila je
v teh American Horror Stories. Aj tega pa ne gledam. Ne? Ja. No, skratka, zdi se mi tudi ta mogoče je element satire noter, ne? Da pač, ja, seveda je ona nora, ampak mal pa he had it coming, ne, ta egomanični pisatelj. To je tudi res, ja. In pač ni to nek straightforward portret samo bitch be crazy, ampak je pač malo bolj tako kompleksna, no, mislim. Tako da, pa tudi na nek način napoveduje ta odnos med avtorji pa fani, zdaj kaj na internetu, ne, ko v bistvu lahko zbulijajo in izsilijo in težijo pač direktno ustvarjalcev in to je to, ona je bila pred internetom. Internet. Dobro. Tretje mesto je pač, ja, Carrie, kar pač kako posnameš v bistvu film o school shooterju, ki si na strani school shooterja, zanimiv, mislim. Pa pred, mislim, vsi se spomnimo teh krvavih prizorov, ampak pred tem je pač psihološki portret pač te srednješolske izkušnje in groze in predvsem to je. Teen drama nad nek tak, ja, in pač remake ni zares omembe vreden, no, mislim tako. Potem na 4. mestu imam tak film, kar res ni ne kingovski roman, ne kingovski film in to je Dolores Claiborne in evo, kam je šla Kathy Bates, tukaj noter je Kathy Bates. Yeah. To je bilo pred Titanikom celotek. Ja, 95 sem si izpisala, da je. In ima pač tako zdaj v retrospektivi ima zelo te feministične overtones, predvsem je to družinska drama, ne, pač ni nadnaravnih pač ne elementov, ampak je ta ne, krivda pa odpuščanje pa pač te čustvene zadeve, tako da pač ni glih v bistvu v resnici tipičen film. Na 5. sem pa dala čisti iz čustvenih razlogov, pa ne iz kakšne objektivne kvalitete, sem bila med Christine pa med Kujo in sem rekla, ajde Kujo, ker pač to je film, v katerem ustrelimo psa in je to srečen konc. Zakon. In pač absolutno verjetno, če bi ga še enkrat gledali, bi se strinjala samo sabo, da to ni v redu, ampak pač te jumpscare so učinkoviti, mislim, grozen pes je grozna stvar, mislim, pač velik, strašljiv, morilski pes, to je en od unih primarnih strahov. Škaj sem nikoli nisem gledal, sem bral knjigo. Knjiga se meni zdela zelo učinkovita, tako tudi ni bilo to že čist pred kratkim. Ja, jaz sem to bral v osnovni šoli že. Ja, sej, ali pa v srednji, tam je bilo to. Tako da, to je moj sedaj. Ok, Mita, Igor, imata kakšne blazne razlike? Ja, jaz prvi kingovski, ko pomislim na njega, je TV film Storm of the Century. To je meni fucked up movie. Ja, sem moj ful prepočasen. Ja, vem, vleče se, ni perfect movie, daleč od tega. Ma en kup ful dobrih idej, ampak pol na koncu, ko že pride do tega, da bo oni bad guy in vse razložil, pol pa traja pol ure, da on razloži in prvič bo to, drugič bo to, prav tako spomnim se, da... Ne, mislim, da, ne vem, če bi se zdaj izrazil, da je generičen kingovski pristop, ampak full dober del. Mislim, zgodba je zelo simpel, kao neka ribiška vasica na otoku je odrezana od sveta, ker vsake toliko pride neka nevihta, ne, ampak to je nevihta stoletja, v katerem se pojavi nek kekec v črno oblečen s palco in francoskim priimkom. Začne pobijati folk, ima usteca v ustecih, kot nek alien. In na koncu je kao neki ultimativni zasuk z tem, on išče svojega naslednika, če se ne motim. Ne, še hujše. On dobi vso mesto, vse, ki preživijo, dejansko se v zatočišče grejo, ker pač je neurje tako hudo in on pol pride do njih in reče, gledajte, jaz pridem vsakih ne vem koliko let in zdaj mi boste vi dali svoje otroke ali nekaj ta, oziroma določeno število otrok in jih bom jaz pojedel ali whatever. In ne boste o tem nobenemu nič rekli, ker otočani znate skup držati in vete, kdaj treba biti tiho in rekli boste, da jih je morje odplavilo in vzame. In na koncu je zadnja scena, ki se mora odločiti, ok, če ga otrok ali bojo šli. In oni rečejo, in to je to. Ja. Tak, mislim, meni je bil všeč, no, pa zdaj ko se še ga tako spomnim nazaj, mislim, kar kripe. No. Meni je bil ful v redu, je bil to, kak gradi. Pa zaključek, pol pa tak vmes pa je 1 uro te serije ali filma. Slabo konce piše. Ja. No, super, se pravi še. Zelena milja. Aha, vidiš, to je meni res tako boring, da... Ja, meni je cool posnet film. Moj bog. Meni je lušten. Meni je lušten. Pač to. Ostalo pa, ja, Shining pa Misery, pa
It, ta prvi iz 90. Okay, Sorry, pač to pa zaradi otroških spominov. Recimo ne pa Shawshank Redemption. Ne. Mislim, to je super film, samo, veš, če reče zdaj Stephen King, kaj bi pomislil, ne bi Shawshank Redemption. Razumem. Jaz sem dal Carrie na prvo mesto, ker mi je res dober in to ne remake. Mislim, da smo vsi razumeli. Ja, ne, remake sem sicer, menim, da ni nekaj najslabšega, menim pa, da ni potrebe, ker se oni zelo v redu postara, edino ena scena, ki je pa tak horror movie trop, mi je šla ful na živce pri Carrie, ker sem ga par let nazaj še enkrat gledal in sicer, kak ti pokažeš, da je hiša scary, tako da žarijo okna ven, ne, kot neke oči. Kak pokažeš, da je od znotraj scary, tako da je ful temno noter in imaš sveče. Tiče logično. Ja, ampak ko tako vidiš, da nekdo vidi hišo od zunaj, pa gre noter in je prav, ne, to pa ne šlo, ampak briljantno odigrano, super konec, mislim res, skoraj perfect movie, Shining mi je, pa okej, ja. Bi ga dal na drugo mesto. Lepo te. Treba, ja. Tako da ja, pol bi pa dal, ker še noben ni omenil The Stand. Aha, ja, meni je to je. Meni je to najboljši roman od Kinga in miniserija ima ful napak. Ja, ima ful napak, ampak je za TV serijo za tisto leto, ko je nastala, kar top. No. Rob Lowe not igra ful vrejo, zelo fajn. To take žive slike imam iz tega filma, nekaj apokalipsa, pa tisti satan, ali kaj je črnimi očmi. Flag. Tudi ima problem knjiga in serija v koncu, kjer mislim tak, to je pa najbolj Deus ex machina konec, zato ker for fuck's sake pride the fucking hand of fucking God na koncu in ustavi, ne res. To je tak, celo knjigo, ki ima nekih 1000 strani, prebereš in je full gripping, postapokaliptično in vse tiste neki simbolizem in verske teme, res briljantno preplete to, ne. In potem je konec in si tak, ne. No, ampak dobra novica je to, da delajo serijo, novo, za Hulu, pač tipi, ki so naredili tale Handmaid's Tale, in King je napisal nov konec, ki ga bojo uporabili, tako da, ja. Serija ne je bila drug let na televiziji. Ja. Čeprav meni piše tle, da je CBS. Pol pa sem se zmotil. The Outsider mi piše HBO, kar domnevam, da lahko tudi Hulu. Ne vem, no. 3 stvari so skratka trenutno in the works, še v kar se tiče serij, zdaj gledam. Drugač pa, to so bile 3. Film je bila v redu, tale serija, ki se je da na HBO-ju dobiti, Castle Rock, ki ni dejansko adaptacija Kinga, ampak ful jemlje stvari z njega. Je ful zanimiv eksperiment, kaj lahko delaš z toliko bogatim opusom, kot je King. Druga sezona pride zdaj. Malo, ja. A bo, ali kaj? Ja. Mislim, mene prva ni kupila. Ja, dobro, meni tudi ni bilo. Pač bila je Sissy, a je bila Sissy? Ja, Sissy Spacek. Ona je bila odlična v uni Alzheimer epizodi, ampak vse ostale tudi meni bilo to. Tudi Skarsgård je imel tak bi. Ja, pa te portali med nekimi realnostmi, to je meni to že bolj. Zdaj drugače, jaz sem ogromno Kinga gledal, ko sem bil mlajši in v glavnem bilo vse za nič in sicer se prav spomnim recimo zadev, kot so Silver Bullet, Maximum Overdrive, ki ga je tudi on režiral, in Lawnmower Man, ki so zelo primerne za so bad it's good že variante, ker res, ne, sploh Lawnmower Man s svojim groundbreaking CGI-em je mislim... Dobro, kdaj je bilo to narejeno? 97? 90, ja. Čakaj, tu imam 92. No, ampak si ni problem samo CGI-ja, problem je recimo Pierce Brosnan, ki ne zna igrati tudi not, ne, in pač vse se združi. No in za konec bi dal Stand By Me. Noben ni omenil, kaj je narobe z vami. Ja. Jaz sem glih mislil omenjati na koncu, kaj nismo omenili in evo. Mene lulatno. Stand By Me je res hud film in tudi dost
jaz bi rekel, da je mogoče celo bolj tak formativen kot tale It. No. Krasna otroška zgodba, ful vredu posneta, ful vredu odigrana, Ethan Hawke not, mislim, da celo. Pa noben od vas tudi ni omenil, še bolj odzel, Running Man, ki je čist spremenjena zgodba, ampak je ful tak kulten film, klasičen, meni celo Star Trek, to se mi je ful dopadlo. Dočim knjiga je pa, knjiga pa je dejansko ful dobra kritika sodobne družbe s tem, da je nastala v 70-ih. Sodobna družba. Ne, mislim, da je tak v sklopu njegovih del to eno najbolj takih sci-fi, ki zelo dobro predvidi, kam se je družba razvila in mislim, da če imaš tako vizijo, ti je potem malo scary dan danes naokrog hoditi. No. To je že nasploh ne rabiš brati. Ok. Dajmo na te točke, malo smo že dolgi, pa bomo danes preskočili, kaj gledamo, beremo, poslušamo in bomo rekli do konca koledarskega leta, skratka, kaj bomo gledali, poslušali, brali, če mogoče top stvari naštejemo, ki se jih najbolj veselite do konca leta. Jaz sem pač za serije, jaz sem naštel, ker pač mislim, da smo jih toliko omenjali, da nima nobenega smisla, skratka, Watchmeni pridejo 20. oktobra, Mandalorian pride 12. novembra, The Witcher, ki mi sicer trailer ni najbolj navdušil, še nima datuma, in pa His Dark Materials še vedno nimajo fucking datum. Konec oktobra. Konec oktobra ni datum. No, okay. Mislim, da bo hkrati z Watchmen ali pa bo na različne dneve dalje, ampak ja, nekako tako. Ja. Skratka, to so serije, ki se jih jaz mislim, da najbolj veselimo, ker so tudi najbolj izpostavljene. In jaz mislim, da vsaj eni dve od tega, mislim, celo jaz bom rekel 3 od 4, zaenkrat sem kar ziher, da bojo v redu. No. Vsaj tako, a več gledljive, ne rečem. Sem pa pač, zdaj ene stvari tudi poteka, recimo, zdaj zunaj nisem še uspel, recimo The Dark Crystal pogledati, ampak pogledal sem film, pred kratkim, da se pripravim na serijo in je tako fucking boring, da ne vem, če bom serijo gledal. Ta film je bil pa res tako, oh moj bog. Ja, jaz sem dvakrat že zaspal zraven, pa to je za me lakmusov papir, da v bistvu ne gre. Ja. Skratka, tega se veselimo. Kdo še ima kaj dodati? Ana, kaj se tebi zdi? Jaz sem zdaj nekako, seveda že zdavni zgubila, tako nehala spremljati Stephena Kinga sprotne, ker pač lahko samo Stephena Kinga bereš več čas. Ampak mislim, da je včeraj, da je išel njegov nov roman tako, in tam je pa mogoče sinopsis zveni, New York Times prav, da je v redu. In sinopsis mi zveni, kot da me mogoče zanima, spet nek briljanten otrok, jasno, kdaj pa ni, z telekinetičnimi sposobnostmi, to tudi ni čisto sveže, ampak potem v glavnem ga menda njegove starše fentajo in ga njega ugrabijo in ga dajo v nek institut in potem tam delajo eksperimente na njem. Mislim, potencialno problematično, ampak mogoče me malo zanima. Tako tudi naslov je The Institute. Ja. Yeah. Kaj pa film, ki pride čez dober mesec ven po Kingu, Dr. Sleep? Ne vem, jaz sem nadaljevan in vsi, razen tebe, vsi smo dali Shining na prvo mesto in posnet nadaljevanje Shininga. Napisati nadaljevanje Shininga. Jaz sem ta roman prebrala, jaz se presežem, da se ne spomnim več dobro. Tako pač popolnoma nemarkanten je, ni potreben, ne zanima me ta malo otroka je odrasel, brez veze. Pač na nekaj redram nazaj vam prevleče, ampak ni potrebe bilo napisati knjigo in ni potrebe. Zdaj te bo zanimivo, kaj je Ewan McGregor. Seveda bom pogledala, ampak. Seveda bom pogledala, je rekla tako, zelo razočaran sama nad sabo. Še kaj, Ana? Ja, mislim, prej si omenil, pač jaz se vsem veselim Margaret Atwood, pač imam knjigo 15 strani sem prebrala, tako da ne moram nič reči, ampak zdi se mi, ja, dober, jasno, da je imel ta hype okrog serije, verjetno, kaj s tem upraviti, ampak zdi se mi, da je bila ta prva knjiga tako zelo zaokrožena celota in se mi vsem zdi, da ona ne bi nasilo tega, če ne bi imela neke vrste dobre ideje. In se je sama rekla, da pač od te Offred, da njenega glasu nekako nima več in druge like upele in Aunt Lydia dobi malo več prostora in to vse me zelo zanima in pač imam zaupanje, da to ne bo kar nek trash. Ja. Sam sebi na meni. Jaz v bistvu mislim, ima potencial, da je boljše druge pa tretje sezone, ne, zaenkrat pač te serije, tako da iskreno povedano me niste toliko nadušili, no, kot me je prva. Ne. Se strinjam. To potem glede filmov pa mogoče na površju tega vi ne bi štel kot znanstveno fantastiko, ampak definitivno nekaj, kar me zanima, je Cats.
mačke. Ker če mogoče niste videli trailerja, Ja, sem videl. ga poglejte. Poglejte. In mislim, če to ni grozljivka, pa ne razumem. Kaj je grozljivka? To je popoln mindfuck in jaz sem pač, ker ne, Slovenci ne odraščamo ob muziklih ponavadi, pač to ni v naši ni Broadway, West End, to ni naša stvar, ne. In torej sem pač mogla na neki točki na Wikipediji in what is cats? In po branju vseh sinopsisov jaz ne razumem, kaj je mačka. To je neka tak totalno čuden koncept mačka, ki se kregajo, kjer bo prej umrla, kaj, ne vem, ampak vse skupaj mi je tako bizarno, da me, in kako pa zgleda, mislim, avtorske odločitve, ki so šle v ta film, so mi že zdaj nepojasnljive. Tako da ja, prosim, to rabim videti. Cats, no? Ja, gled, zdaj bom tudi jaz po tej introdukciji, mislim, da bomo tudi mi pogledali. Igor? Ja, glede Cats je v ta zadnji sezoni Kimi Schmidt dober joke, da v bistvu pač eno odliko, kar skoči na oder, pride oblečen tja v Cat in skoči na oder in odpoje Cat in pa se izkaže, da Cats nima dejansko zgodbe ali karkoli, ampak da samo random igravci vsake toliko se odločijo, da so noter, pridejo gor in se pretvarjajo in itak noben ne spremlja, zakaj se gre. Mislim, da je to ful čudna stvar, tako da, I don't know. Prva stvar je, da pač od filmov ful pričakujem Ad Astra pa Jokerja. No, tako da to Joker je zdaj dobil zmago v Benetkah, ja, tako da to bomo vsekakor. Že zdaj sem utrujena od Oskarjevske kampanje, že zdaj. Drugač pa včeraj je Apple napovedal svoj streaming servis in... Ura, še en. Ja, ampak imajo malo drugačen pristop. Odločili so se, Da ne bojo zaračunavali. Ne, dejansko. Zadeva bo eno leto free ob nakupu katerega koli Apple device. Kar stane več, kot ampak oni bojo dejansko takoj dobili full folka, ki bo kupilo nove iPhone. Nimajo, dejansko, koliko zdaj kaže, bo imeli samo svojo vsebino. In od te njihove vsebine je dve zadevi, ki sta zelo potencialno cool. Ena je že pred časom imela trailer in je Ronald D. Moore, avtor. Naslov je For All Mankind in je sci-fi alternative history. Trailer se začne z pristankom na Luni, kjer pristanejo Rusi. In folk, ki je čist pistov, ko to gleda. In Američani se odločijo, da to ne pomeni, da so Rusi zmagali, ampak da zdaj bodo pa Američani osvojili cel kozmos. In je full pospeši Space Race in pač postavljeno je v 60-ta in oni full bojo šli na Mars, bojo šli na Saturn in tak dalje. Zgleda zelo promising, pa Ronald D. Moore je ne nazadnje naredil Galaktiko, delal je Star Trek, tako da je avtor, ki obeta. Druga stvar pa ima naslov S.E.E. kot videti in je postapokaliptična zadeva z Jasonom Momoa. Tako da je full pol... Ni te bi že Aquaman. Ja, sej, pa Conan. V glavnem, jaz sem se počutil postapokaliptično, ne vem za druge. Khal Drogo se vrača in pač ja, civilizacije je bilo konec, ker vsi ljudje naenkrat oslepijo in mnogo generacij kasneje. Pač ja, glej to, that's what we got. Ljudje so se pač naučili živeti brez da vidijo, ampak ful manjšem obsegu in potem... ne morajo gledati nadaljevan Aquamana. Točno. In potem ima tale Khal Drogo dva otroka, ki pa vidita. In potem se drugi, ki se odločijo, da to je an abomination in jih je treba ubiti. In potem on in njegovo pleme jih probajo rešiti in... Sve nika taka kombinacija reciklaža že videnih stvari. Totalno, ampak glej, imaš... Slepota, ampak The Walking Dead kind of version. Ja, ali pa tisto, kar bo Bird Box. Ja. Točno to. No, speaking of, na Netflix pride zdaj 4. oktobra ali zdaj v začetku oktobra neka superhero serija Raising Dion in pač Michael B. Jordan je noter. To jaz vem o tem. Nek najstnik, ni on najstnik, ampak glavni ima neke supernatural
abilities. In v glavnem pač moj selling point je bil Michael B. Michael B. Ampak to zdaj bo na Netflixu. Ja, no, tako da to so te serije, pa še, mislim, to, kar je Aljoša rekel, tudi se mi zdi, da bi lahko bilo nekaj, kar obeta. Pa Star Wars je pridejo, no, da bom jaz rekel, se nobeno upa. Ja, no, sem še jaz rekel, ne, Pa boš ti kaj. Itak vse podpišem do Cel zdaj. Disney pride, ne? Itak cel Disney rukne. Jaz bom samo še dodal Lighthouse. Bolj ko gledam trailere, bolj berem o tem, bolj me intrigira. No. Batman in Green Goblin. Ja, mi moraš res vse pokvariti. Jedno se mislim tudi, It bi lahko bili Avengeri, ki imaš vilena iz X-menov, Xavierja pa... O, moj bog. Kdo je še? Harp Targent ga je. Ja. Čak, ni še eden? Vsi so, še, vse so najmanj, vsi. ja. A niso vsi. Vsi, ki danes igrajo, so neki. Tako nekako. Ja, tako da to bom samo še dodal, gledam pa trenutno Carnival Row, o katerem bom malo več povedal naslednjič, ampak mislim, da je ble. Ja, okay. Vse do naslednjič boš najprej že tudi pogledal. Ja, bo Ja. ble na kvadrat. Ja, jaz pa sem vajno priporočilo poslušal in gledam The Boys in je super. No, super. Ja. Me veseli. Boje se kule. Še en trivia question za konc, preden začnem z avtorom. A veste, a ste opazili, mislim, jaz tudi ne vem, koliko poznate, kdo je bil gej, ki ga prefukajo na koncu, na začetku Ita, prvega, A ja, tega drugega seveda, filma. Dolan, kanadski režiser. Tako je, Xavier Dolan. Ja, Ja, ne? Točno, jaz sem pa v napisih sem ga videl, pa sem bil, kje si bil stari? Ja, mislim, jaz ga poznam, ker sem pač res mi je zelo ljubno. Ja, Pa tudi na meni. Instagramu ga followam. No, Vem, kako izgleda. tudi jaz, ja, tako, zato mi je bilo, ampak jaz nisem bil ziher, če je on. Tako, ne vem, zakaj do zdaj pa nisem se vedel, da je tip podoben. igra. Se mislim, da ne. svojih Mislim, da je filmih on igra. dejansko reachal out produkciji in je rekel, jaz sem tak velik fan, jaz bi rad bil del drugega dela na kakršen koli način in prav zaradi tega so ga dali. Cool. Ja, ker drugače ima neki, veš, igral je tudi v Bad Times at the Battle Royale, recimo, pa dobro v svojih filmih, Svojih itak, filmih, ja, saj pol ampak itak predtem ima pa to nisem. sposobnost. Ja, Filmu se ga pa ne spomnim. neki Body Sunday je bil. Ja, najbrž je bil eden od ganga od Thora, Hemswortha. Dobro, nehi že. Ljudje in ljudi, ne, to je bila že naša 28. epizoda, prva uradna epizoda druge sezone. V njej smo se pogovarjali o filmu Tisto z gostjo Ano Jurc. Poslušali ste torej podcast po imenu Bot, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili torej Ana, a ste to res razmislili? Jurc, Mito, jaz nisem fan grozljivk Gegič, Igor in še več kosov stiropora Harp. Aljoša, jaz nisem romantik, kar se tiče tega hlamov. Ekipa podcasta Oboci je film pogledala na premieri v kinu Bežigrad skupaj s 3 Clint Eastwoodi. V kinogledališču Bežigrad smo posneli tudi tole epizodo podcasta in to je reklama, žive v kino Bežigrad. Kot bi rekel Anže, kje se vas najde na internetih, Ana? Na MMC-ju, torej spletni strani RTV. Le kaj je to MMC, noben? Krasen video si drugače posnela, zelo mi je bil všeč, tale promo. To se mi zdi kar v redu, da mal promovirate. Me ne zafrkavaš zdaj. Ne, res te ne zafrkam, meni se je zdelo zabavno tako. Mislim, da ni bil namerno zabaven. A je ne mislim, ne na tak način zabavno. Ne, mislim, koncept pač je, kar je. Na to nisem imel. Dobro, no, to, ampak meni, zdaj, ker sem videl že drugega, ne, že drug je bil, se nekje vrtel. Petih Jaz sem vsaj dva, no, zdaj sem dva videl. Se mi zdi tako fina predstavitev, a veš, da veš, kdo je za članki na... Mislim, v redu je, da se saj na nek način reklamiramo, ker znotraj hiše imamo še zmer pač grozne težave z pač kakršnim koli statusom, tako da No. že zaradi tega. Ok, malo žalostno. Ja. Mito, kje se tebe najde na netih? Vse posodemo hitro, me lulat. No. Okay, vse pa so, Igor, kje se tebe najde, tudi vse pa so. Ja, za delo. Pika Pišem. si. Ja. Delo. Tudi mene se najde vse posod, sem ne me iskat. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, še vedno toplo priporočamo Castbox. Dajte nam kakšno oceno na iTunesih, ker še vedno obstajajo, čeprav so rekli, da ne bojo več. Podprite platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če vas bodo danes večer prestrašeni otroški glasovi vabili, da greste lebdet z njimi, jih preglasite z našimi glasovi. Podcast Obot je zanesljiv odmaščevalec. Na Twitterju nas najdete kot podcast Obot. Odmaščevalec. Ja. Odtoki.
A ja, A ti moramo razložiti, res to, fako. Celo san. jasno. Ja, na Facebooku smo podcast obot, tako smo na Instagramu, tam delimo rajcere, prikolice, druge zanimivosti. Tja lahko smerite vprašanja, pripombe, komentarje, krike, groze, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Sicer pa se slišimo spet malo, čez 2 tedna, natančneje 1. oktobra, ko bomo naša očesa od velikih platen znova usmerili k malim ekranom. Kaj smo oziroma bomo gledali za vas, naj zaenkrat ostane skrivnost. Ker še ne vemo čisto točno. Obodovci in obodovke se slišimo spet čez 2 tedna. To je bilo to. Give us a kiss, fat boy. Zato me je zjavalo to odmaščevanje. Ne, to je